Pozdravljeni! Res, da se približujemo že sredini meseca maja, a se le še spomnimo nekaterih zanimivih dogodkov, ki so zaznamovali prvomajske praznike. Tudi letos nas je za 1. maj prebudila budnica ormoške pleh-muzike. Po tradicionalni prvi postojanki pri Bar As so se godbeniki odpravili še po nekaterih drugih krajih v občini. V Sloveniji 1. maj praznujemo od začetka 20. stoletja. Kot državni praznik je bil uzakonjen leta 1948. Že nekoč se je praznovanje začelo zgodaj zjutraj, in sicer z godbami, ki so zaigrale budnice. Tem pa so sledili sprevodi delavcev na bližnji hrib ali v gozd ob mestu, kjer so se poveselili ob hrani in pijači. Tradicija igranja budnice ostaja tudi v Ormožu. Tako nas je tudi letos takoj po 6. uri prebudila godba glasbene šole Ormož pod vodstvom Vladimirja Krničarja. Godba v spremstvu mažoretk, ki jih vodi Mojca Kovačič, je svoj pohod začela od gradu po Ptujski cesti do Bara As, kjer ima godba tradicionalno že prvo postojanko. Ob Baru As je godbenike pozdravil tudi župan Danijel Vrbnjak. Občina je že na prvi postojanki poskrbela za pogostitev godbenikov in drugih, ki so se jim pridružili. Potem je godba zaigrala še v Veliki nedelji in potem v Sluševcih.
se vrnila v Ormož oziroma na Hardek. Svoj glasbeni pohod pa so zaključili pred centrom starejših občanov v Ormožu. Na glasbenem popotovanju po občini Ormož se je godba ustavila tudi v Osluševcih, kjer pa je praznovanje 1. maja prav posebno doživetje. Kulturno društvo Osluševci z vsemi krajani vred običajno poskrbi, da je 1. maj v kraju še eno prijetno družabno doživetje. Tako kot vsako leto in kot se za 1. maj spodobi, so tudi letos postavili mlaj, ki se v vsej svoji veličini baha ob tamkajšnjem kulturnem domu. Od časa korone pa se v Osluševcih na 1. maj prebujajo ob budnici, ki že ob 5. uri zjutraj zadoni s traktorja, ki se s ozvočenjem zapelje skozi vas. Ormoški godbeniki, ki prebivalce Osluševcev s svojim nastopom razveselijo vsako leto, so v kraj oziroma na prizorišče prazničnega dogajanja prispeli nekoliko kasneje. In z njihovim nastopom se je praznično vzdušje le še povečalo. Prav tako pa so ob zvokih godbe postavili 15 metrov visok mlaj. V Osluševcih je namreč navada, da mlaj postavijo točno na 1. maj, kar je v Sloveniji posebnost. Po obisku ormoške godbe in po okrepčilu so se zbrani domačini in številni gostje sedli na kolesa ter se odpravili na družno kolesarjenje po okolici. Zbralo se je 95 kolesarjev, ki so se na prizorišče potem vrnili okrog 14. ure. Sledilo je druženje, piknik in vaške igre. Živem 1. maj! Ni še ne opa na štartu. Vidimo jutri zjutraj. Tudi v občini Središče ob Dravi se na 1. maj prebujajo z budnico domače godbe. Začnejo ob 7. uri, med postojankami pa obiščajo tudi dom svojega pokojnega člana Danila Žerjava. Za središke godbenice in godbenike je prvomajska budnica poseben praznik, ki ga vsako leto z veseljem pričakujejo. A ne samo godbenice in godbeniki, tudi domačini si 1. maj težko predstavljajo brez budnice. Na svojem glasbenem pohodu so se ustavili in zaigrali tudi na domu svojega pokojnega člana Danila Žerjava, kjer so godbenike, tako kot vedno, tudi primerno počastili.
Potem so se odpravili še dalje po občini in dokončno prebudili še ostale sokrajane oziroma občane. Na zadnji postojanki se jim je pridružil tudi domači župan Toni Jelovica. V prazničnih dneh so poseben dosežek slavili tudi v Podgorcih. Tamkajšnjim gasilcem se je namreč uresničila dolgoletna želja, saj so se konec aprila končno preselili v svoj novi gasilski dom. Sicer vsa dela še niso zaključena, tako da bo uradna otvoritev šele prihodnje leto avgusta, kljub temu pa objekt že služi svojemu osnovnemu namenu. Selitev v novi gasilski dom je tako za gasilce prostovoljnega gasilskega društva Podgorci kot domačine bil velik dogodek, ki so ga obeležili tudi z dostojnim slovesom od starega gasilskega doma, ki jim je služil vrsto let, a je za današnje potrebe postal pretesen. Selitev je potekala v obliki parade od starega do novega gasilskega doma. Novi gasilski dom stoji na skoraj 1000 kvadratnih metrov veliki parceli za kulturnim domom v Podgorcih. Gradnja je stala nekaj več kot 262 tisoč evrov. Od tega je 111 tisoč zagotovila občina Ormož. Ostalo so zbrali gasilci s prodajo starega gasilskega doma in najemom kredita v vrednosti 60 tisoč evrov. S prostovoljnimi prispevki so pomagali tudi krajani ter številni donatorji. S tem, da so veliko gradbenih del gasilci izvedli v lastni režiji. V 139 delovnih akcijah so namreč opravili kar 3500 ur prostovoljnega dela. Prvimi gradbenimi deli smo začeli 27. februarja 2021, se pravi 2 leti in 2 meseca in sedaj se selimo v novi gasilski dom. Se pravi, da smo vsa gradbena dela zaključili, manjkajo še nekaj detajlov
To bomo uredili do otvoritve, ki pa bo naslednje leto 17. avgusta 2024. Ni dvoma, da je novi, večji gasilski dom za prostovoljno gasilsko društvo Podgorci velika pridobitev. Predvsem pa izrednega pomena za operativno delo. To pomeni za naš izvoz, za naše operativno delo nekaj zelo dobrega. Saj izvažamo sedaj z 2 voziloma, lahko z tega mesta. Prej smo, kot veste, smo imeli en avto parkiran v starem gasilskem domu, drugega na zadrugi in je to včasih prišlo do velike zmešnjave. Sedaj smo tukaj, imamo velik prostor, plato, lahko otroci trenirajo, brez skrbi smo glede vsega in to je nekaj najbolj pomembnega, da lahko otroci in mi smo brezskrbni glede okolice in vsega. Selitev v novi gasilski dom je v Podgorcih bilo tudi prijetno družabno srečanje. Ob tej priložnosti so domači fantje postavili mlaj. V pričakovanju 1. maja pa so simbolno zakurili še kres. V sodelovanju z domačo občino, z mladinskim društvom Obrež, s prostovoljnima gasilskima društvoma Obrež in Središče ob Dravi ter s podjetjem Glowen so simpatizerji in kolesarski navdušenci v petek, 28. aprila, svojim junakom na poni kolesih ob zaključku dobrodelnega projekta s poni kolesi po Sloveniji pripravili prijetno dobrodošlico. Množica je svoje junake dočakala na trgu talcev v Središču ob Dravi. Kot je znano, so se Domen Borko, Miha Rakovec, Denis Novak in Matjaž Šef po uspešno opravljeni lanskoletni turi z legendarnimi kolesi poni do Splita letos odločili za nov podvig in s poni kolesi v 6 dneh prekolesarili 520-kilometrsko dolgo pot, ki je vodila od Središča ob Dravi do Kopra. Na dan so prekolesarili okrog 100 kilometrov. Prvi dan, 21. aprila, ko so popoldan krenili iz Središča ob Dravi, so se ustavili najprej na Ptuju in potem v Mariboru. Drugi dan so imeli postojanke v Celju in v Velenju. Tretji dan v Trbovljah, Sevnici in Novem mestu. Četrti dan v Grosuplju in Ljubljani. 5. dan v Kamniku, Kranju in Škofja Loki ter v Žireh. 6. dan pa še v Postojni in v Kopru. Na nekaj postojankah je dogajanje popestrila tudi stojnica Iskreno gostinstvo, domačina Aleša Žganjera s ulično kulinariko. A je glavno, da so se v Središče ob Dravi vrnili živi in zdravi, ker jih je dočakala vrsta navdušenih domačinov. Član ekipe Domen Borko pravi, da je bilo naporno in vznemirljivo. Ampak to, kar se je dogajalo na sami poti, ta sama ekipa, ti najboljši prijatelji, kot jih lahko imaš, in sama ekipa, sama tista zafrkancija, če rečem po domače, to je resno, to dela izlete posebne. No. No, 4 torej ste gonili, ne, kot rečemo. Kdo je bil vse v spremljevalni ekipi? Torej na poni kolesi smo bili jaz, potem Miha, Denis in pa Matjaž. V spremljevalni ekipi, brez katere ne gre na takšni poti, pa sta bila Meta in pa Žan. In brez spremljevalne ekipe enostavno ne gre. Doživeli smo dosti enih defektov, samih pone, ki so kar trpeli, pone, ki niso narejeni za takšne stvari, so bolj za pomesta, za do trgovine, ne glih do Kopra, čez 10 največjih slovenskih mest, tako da spremstvo je nujno in naša ekipa 4 je res hvaležna, da imamo taka dva, ki sta nas celi cajt spremljala in res podbujala in definitivno brez njih ne gre. Verjamem, da že delate načrte, ne? Ali verjetno ne boste kar tako odnehali? Ne, definitivno ne bomo odnehali. Mislim, da še nas je to nekoliko bolj podžgalo, da ne vem, morda še naredimo kaj večjega naslednjo leto.
Ampak zaenkrat šele želimo, da nam uspe izpeljati ta zaključek, no, da se ljudje imajo fajn. In potem, da se mi odpočijemo malo, zbistrimo glave, kaj se je sploh zgodilo, ker po mojem še se noben izmed nas ne zaveda, kaj smo sploh naredili. In ja, po mojem rabimo par dni oziroma mogoče kakšen teden dni in potem bomo verjetno tudi kaj študirali za prihodnost. Kot je dejal Domen Borko, sta za spremstvo in varnost ekipe na poti po Sloveniji skrbela Žan Kocovan in Meta Ivanuša, ki sta se na pot odpravila s kombijem, ki pa nista imela enostavne naloge. Ja, bilo je kar veliko defektov v primerjavi z lani, no, tako da v bistvu brez naju zmetov pa spremljevalne ekipe pač bi imeli kar veliko težavo. Tako urejala smo vse defekte, bila vedno zraven, tudi urejala vsa prenočišča, hrano, vse, tako da so bili malo bolj na komotno. To pomeni, spremljevalna ekipa se vozi, ne, z avtomobilom najbrž, ne? Koliko vas spremlja, torej, te kolesarji? V bistvu imela smo en kombi, bila smo jaz pa moja punca Meta. Notri smo imela rezervne dele, 2 rezervnega ponija. Enega ponija smo mogli že zamenjati v Slovenski Bistrici, ker je pač ni šlo naprej. Tako da, midva smo spremljala, na 10 km smo, 10-15 km smo imeli pauzo, da so malo popili vodo, malo pojedli kako čokoladico in to je to, ja. Drugače pa je verjetno to nepozabno doživetje, ne, ena takšna pot. Ja, v bistvu smo si kar razgledala Slovenijo, bila smo isto spremljevalna ekipa tudi lani na Hrvaško, tako da smo si razgledala kar tudi celotno Hrvaško in z veseljem spremljamo kolesarje zraven, ja. Je zanimivo. Ker je projekt Vzponi kolesi po Sloveniji imel tudi humanitarno noto, je ekipa povsod naletela na dober sprejem, a tudi na veliko medijsko podporo. Svoj podvig je Poni ekipa združila z zbiranjem sredstev za Sonček, društvo za cerebralno paralizo Ptuj-Ormož. Vse do 30. aprila so imeli odprto tudi SMS linijo 1919, ker je z geslom Sonček Ptuj 5 bilo možno darovati po 5 evrov. Ja, že ko smo prišli lani iz Splita, smo rekli, da če gremo drugo leto ponovno, bomo definitivno bomo poskušali narediti kaj tudi dobrega z tega, z te naše norosti, kot sem že velikokrat omenil, v navednicah norosti. In potem smo se januarja dobili in smo rekli, ja, definitivno poskušajmo storiti tudi nekaj dobrega. In potem smo se povezali z društvom Sonček, društvom za cerebralno paralizo Ptuj-Ormož. Bili smo na par sestankih in ne vem, ko se tako pogovarjaš, definitivno smo ugotovili, da če zbiramo denar za njih, bo šel denar v prave roke. In definitivno tudi po koncu te dobrodelne akcije smo res veseli, da smo izbrali njih. Tako so se sprejema v središču ob Dravi udeležili tudi člani Društva za cerebralno paralizo Ptuj-Ormož, ki so se zbranih sredstev zelo razveselili. Res je, namreč za te programe, ki jih v bistvu izvajamo v Sončku, je potrebno kar ogromno denarja, predvsem za to starejšo populacijo, bi rekel kar mladostnikov, ko jim recimo ne pripadajo več terapije, nekaj stvari recimo še pokriva zavarovalnica, zdravstvena zavarovalnica, to so predvsem kolonije, tako da pravzaprav prispevki posameznikov so vedno nujni, če pa so donacije v takšni obliki, recimo kot so jo ti fantje pripravili, se pa to vedno dobrodošlo. Vam je morda znano, koliko se je v tem trenutku že zbralo sredstev z te humanitarne akcije? Ne, zaenkrat še to verjetno skrivnost, oziroma akcija še teče, ne, in bomo vidni. Karkoli bo, bomo zelo zadovoljni. Gotovo, da je na svoje Poni junake ponosen tudi župan Toni Jelovica. Tudi občina se je v projekt vključila po svojih močeh.
Občina pomagala s tem, da smo pač pomagali support, to pomeni, da smo jim pomagali poiskati prenočišča, določiti neke kontakte, pa tudi pri sami organizaciji, koliko je bilo pač v naši moči. Tudi finančno bomo podprli, to pomeni, tako podpiramo takšne projekte, to pomeni, da ta projekt se pač humanitarno podprt, s tem pa se tudi občina promovirala ne samo v našem kraju, ampak tudi v širšem kraju, kot sem že pred omenil, to pomeni, da smo se pač promovirali tudi v zahodni Sloveniji, to pomeni v Kopre, na drugi strani države. V tem času pa poni avanturisti že kujejo nove načrte. Prav zanimivo bi bilo izvedeti, kaj pa bo njihov naslednji podvig. Ormoški Unterhund letos slavi 33 let delovanja. V počastitev jubileja so članice in člani istoimenskega kulturno-alternativnega društva konec aprila pripravili dvodnevno dogajanje, ki so ga naslovili 33 let hrupa. Prvi dan so pripravili kulturno-izobraževalni program z bogato retrospektivno razstavo, drugi dan pa je bil namenjen koncertu 3 hardcore skupin: Wasserdicht iz Ormoža, SOR iz Idrije in Nula iz Šibenika. Zraven smo bili na otvoritvi retrospektivne razstave. Ormoška mladina z glasbeno skupino Pridigarji na čelu je leta 1990 v kleti Ormoškega gradu odkrila več kot 400 kvadratnih metrov velik prostor, ki so si ga s urami in urami čiščenja in odvažanja na vlake, ki se je v kleti nabirala desetletja, uredili v prostor za vaje, druženja in kasneje za številne prireditve. Od skromnega začetka je prizorišče gostilo približno 250 skupin iz več kot 20 držav in je postalo sinonim za alternativno kulturo v regiji. Razen koncertov pa v Unterhundu prirejajo tudi različne druge prireditve, od potopisnih predavanj, filmskih projekcij, predstavitev knjig, festivala fantastike in stripa, predstav in podobno. V 33 letih je Unterhund skupaj gostil najmanj 600 dogodkov in tako skozi čas postal vse bolj znana in atraktivna lokacija, kjer se zabavajo mladi in mladi po srcu, od vsepovsod tudi iz tujine. Eden izmed aktivistov, ki so zraven od začetka, je tudi Marko Mehcun, ki je tudi eden izmed bivših predsednikov kulturno-alternativnega društva Unterhund. Tako je, ja, v bistvu od samih začetkov, vse od takrat, ko je prostor dejansko dobil ime Unterhund, to je bilo leta 1993, s tem, da dogajanje pa se je pričelo tu že leta 1990, ne, kar je tudi moč videti na tej razstavi, ki jo danes otvarjamo. Unterhund ime, po čem je dobilo, da malo se spomnimo, mi dva sicer vemo, splet dogodkov. Ok, zanimiva anekdota, se pravi, Unterhund ni bil samo prizorišče dogajanja, pač pa je vedno bil tudi prostor za vaje in ustvarjanje bolj ali manj lokalnih bendov in seveda tu najbolj znani so seveda Pridigarji. In ko je takrat David igral trumento pri Pridigarjih, ko je prišel prvič sem dol, je rekel, pa to je Unterhund, ne. In v smislu, da je pač v zelo slabem stanju vse skupaj, ampak se nam je zdelo dobro ime in smo ga potem kar obdržali. Unterhund je ena izmed tistih, ko naštevamo, kako bi označili našo mesto Ormož, je ena izmed tistih zagotovo številka 1, 2 ali 3. Vsekakor, mislim, da recimo, da je številka 1 rokomet, ne, v vsakem primeru je potem vsekakor, bi jaz kar rekel, da je kar številka 2 Unterhund, to brez neke lažne skromnosti. S tem, da tudi je pa res, da je tudi dejansko zdaj nismo ziher, drugi ali tretji najstarejši tovrsten prostor v Sloveniji, ne. Prav tako pa smo s tem prostorom tudi na, kaj bi rekel, svetovnem zemljevidu tovrstnega dogajanja, o tem pa priča to, da so pri nas v teh 33 letih igrali izvajalci tako rekoč celega sveta. Če se malo dotaknemo scene, ponavadi smo bili v Ormožu znani 1, 2, mogoče celo 3 skupine iz samega Ormoža. Kako je danes ta scena na domačem, lokalnem? Trenutno, kolikor jaz vem, vadimo tu v Unterhundu, vadimo zdaj samo še Wasserdicht ponovno.
pa orkester Selotejp, ki sicer tudi bolj ali manj vleče korenine iz Unterhunda, ampak ne vadijo pa tukaj, ampak tak, se pravi, če potegnemo črto, mislim, da trenutno 2 benda vadita v Unterhundu, lahko pa da se motim, upam pa da se motim, da je tudi kakšni mlajši entuzijast in entuzijastke so se lotile česa podobnega, kot smo se mi lotevali v takrat 11 letih. Unterhund je tako že 33 let zbirališče mladih, ki ponuja zabavo, a tudi možnost za razvoj novih idej in različnih aktivnosti v glasbenem ali kakšnem drugem kulturno-umetniškem smislu. Aktivistov najbrž ne bo nikoli zmanjkalo. Današnja predsednica kulturno-alternativnega društva Unterhund v klubu deluje že 10 let. Ja, v bistvu že v alternativnem klubu Ormož, bolj poznanem pod imenom Unterhund, delujem že 10 let. V bistvu sem že kot srednješolka začela sodelovati, sem pomagala pri čiščenju, pri organizaciji koncertov. In potem smo se leta 2019 odločili, da pa rabimo neko novo vodstvo, neko svežino in sem takrat tudi postala predsednica kulturno-alternativnega kluba Ormož. Tjaša meni, da so danes tudi mlajši Unterhundovci enako zagnani. Ja, seveda. Mislim, da še bolj smo zdaj mladi, polni elana in novih idej, tako da se trudimo naprej ustvarjati vedno boljši program, ustvarjati program za širše množice, ne samo zdaj za lokalno občinstvo, tudi za tuje občinstvo in tako. Dogajalo se je marsikaj, zgodilo se je marsikaj v vseh teh 33 letih, ampak zgodilo bo se še veliko več, tako da lahko pričakujete še marsikaj. Ta svoj jubilej ste počastili seveda z razstavo. Kaj prinaša razstava? Ja, ta razstava je v bistvu retrospektivna razstava, kjer lahko vidimo fotografije že od vseh začetkov pa vse do danes. Je mešana razstava, so fotografije z koncertov, možno je tudi videti nekatere starejše članke. Ja, fotografije so izbor v bistvu večjih fotografov, tako da je kar pestro in priporočam ogled. Ogled bogate razstave, ki bo na ogled tudi v teku meseca maja, namreč priča o bogati zgodovini kluba. Tukaj se je zvrstilo ogromno dogodkov, ampak recimo, kateri je tisti, ki je tebi ostal najbolj v spominu? To jih je vsekakor več. Prvi je vsekakor 11 let hrupa, se pravi naša 11. obletnica. Potem so tu zasedbe, ki so meni še posebej ljube, kot so naprimer Poison Idea iz Portlanda, iz Združenih držav, potem Slapshot iz Bostona, potem GBH in Extreme Noise Terror iz Združenega kraljestva, potem Impel Nazarin iz Finske, potem tu Fuck Off Bolan iz Hrvaške, Overflow iz Hrvaške, CZD, Pridigarji, Scaffy Dogs, Ana Pupedan, vsi domači bendi, se pravi slovenski bendi. Težko je najti nekaj, kaj bi dejansko izstopalo, ker to je tisto, kaj je tvoj najljubši film, tvoj najljubši bend, tvoj najljubši, ne vem, športnik, kaj rečeš, ja ta, pa še mogoče ta, potem pa na koncu priješ na 10-15 takšnih, ki so ti najljubši. Se pravi, ogromno tega je bilo, ki se nam je vtisnilo v spominu, vedno ostalo z nami. Vsekakor pa je to res, kar si rekel v začetku, da čeprav je lokalna skupnost mogoče takrat čisto v začetkih malo z neje vero jemala ta Unterhund, mislim, da se zdaj lahko upravičeno ponosni, da takšen prostor obstaja v Ormožu, ki ga dejansko poleg vseh ostalih stvari tudi mi delamo iz Ormoža mesto. Tudi sam prostor je praktično unikaten. Ja, za prostor smo izredno hvaležni, da imamo takega, se pravi, je res unikaten, ne vem, ta glasba, oziroma kultura, ki jo mi tu
dogodke iz tega žanra kulture. Ta kultura se recimo imenuje underground kultura, kar bi v prevodu pomenilo podzemna kultura. In še kako pripravljeno je to, da je klub dejansko pod zemljo v kleti, v grajski kleti, tako da to je ko ata na mamo, bi se reklo. Se pošali dolgoletni aktivist Marko, bivši predsednik in kitarist v skupini Wasserdicht, ki se je ravno za 33. obletnico znova zbrala v prvotni zasedbi. Priznati je treba, da je za ohranitev enega takšnega kluba potrebno kar truda in dela, a tudi sposobnosti za organizacijo prireditev ter koordinacijo splošnega delovanja. Da je Unterhund, četudi morda s alternativno kulturo, pomemben v smislu prepoznavnosti Ormoža, je kmalu spoznala tudi občina. Saj je klet, kjer se nahaja Unterhund, s pomočjo sredstev Ministrstva za kulturo leta 2011 temeljito obnovila. Uredili so elektroinštalacije, talno gretje, sanitarije in ostalo, kar je bilo potrebno. Treba pa je povedati še, da kulturno-alternativno društvo Unterhund že od začetka deluje na temelju prostovoljstva in entuziazma, željo ponuditi obiskovalcem kvaliteten in pester program z vsebinami, ki v smislu komercialne ponudbe niso običajne. V Ormožu smo minuli konec tedna doživeli praznik. V športni dvorani na Hardeku je namreč potekal zaključni turnir Pokala Slovenije 2022-2023, ki je ormoškim rokometašem in v ponos občini prinesel zmagovito drugo mesto. Več Uroš Krstič. Mesto Ormož, ki leži ob reki Dravi in meji z Republiko Hrvaško, je v minulem tednu gostil zaključni turnir Pokala Slovenije 2022-2023 za moške. To je bila jubilejna 30. izdaja v Sloveniji pokalnega tekmovanja. V športni dvorani na Hardeku, imenovani tudi Trdnjava, so bile odigrane 4 tekme, ki so dale končni odgovor o novem pokalnem prvaku. Ljubitelji rokometa so predvsem prvi dan pospremili 2 vrhunski rokometni predstavi, kjer sta si pot v veliki finale priigrali ekipi Celja z zmago 31-29 nad Žilavim Koprom in ekipa Jeruzalema, ki je po odličnem drugem polčasu z 26-22 premagala novomeško Krko. Drugi dan je najprej v malem finalu Krka gladko z 28-21 premagala povsem izčrpani Koper. Ista zgodba se je zgodila na zadnji 35. tekmi letošnjega pokalnega tekmovanja, ker so Celjani bili enostavno premočeni za s poškodbami okrnjeno zasedbo Jeruzalema. Zanesljiva zmaga Celja s 35-24 in pivovarji so se lahko začeli veseliti pokalne lovorike, ki je bila njihova že 22. Po 3-krat so pokal Slovenije osvojili Cimos Koper in Gorenje Velenje, po enkrat pa že propadla Gold Klub Hrpelje in Mobitel Prule Ljubljana. Prisluhnimo izjavam po končanem turnirju. Res je, mislim, da sem šel celo kariero nekako stopničko po stopničko in prišel na koncu do Celja. Mislim, da je, če smo iskreni, največji klub v Sloveniji in res sem vesel, da lahko igram za Celje, ampak po letošnji sezoni se selim v Nemčijo. Res mi je všeč, da rokomet v Sloveniji živi, sploh v teh manjših klubih. V Ormožu je vedno težko igrati, vedno je dobra atmosfera in še enkrat čestitke Ormožu za res sjajno sezono v pokalu, tako da čestitke. Ponudila se ta priložnost, ta korak. Jaz sem nekonc, ko se ti ponudi taka priložnost, moraš jo izkoristiti, zato treniraš, igraš celo sezono, ampak v Sloveniji res veliko mladih, dobrih igralcev, tudi znani smo po tem, da imamo dobre, srednje, hitre, tako da za slovensko prihodnost se ni zabati. Pa je moja prva pokalna lovorika, meni zelo draga in mislim tudi igralcem klubu. Enostavno po 5 letih spet smo uspeli vrniti pokalno lovoriko v naše vitrine. Vemo, da ni težko, ni bilo lahko. Vedeli smo, kakšna nas danes tekma čaka v Ormožu.
Vedeli smo, kak je Ormož domačin, kar se tiče igrišča, da igrajo zelo dobro na svojem igrišču in smo se pripravili na najboljši možni način. Predvsem jaz bi se zahvalil samim organizatorju za vrhunsko organizacijo, vsaka čas je bilo vrhunsko in enostavno Ormož kot klub, kot mesto si tega zasluži in še enkrat veliko hvala. Pa je, vse so visoki, mi imamo še 3 tekme do konca, enostavno te 3 tekme moramo rešiti na najboljši možni način, to, kar se od nas pričakuje in enostavno na koncu osvojiti to dvojno kruno, kar su mogoče nekateri na samem začetku sumnjali v te stvari, rekli su mogoče da nismo pripravljeni za to, ampak smo še enkrat pokazali, da smo v tej sezoni najboljša ekipa. Pod enimi narekovaji, verjetno včeraj za nas finale. Vse tako je tudi po vzdušju v ekipi, oziroma vemo, kaj je igrati s Celjem za prvaka. Ne igrajo za brezveze lige prvakov, nimajo več 10 reprezentantov in povsem zasluženo so danes zmagali. Mi pa vseeno, mislim, da ne moremo nikako glave imeti povešene in da je to zgodovinski uspeh, ki smo si ga vseeno zaslužili po tej težki sezoni. Tako je, zato smo vsaki teden od ponedeljka do petka oziroma vikend na rokometnem igrišču. Gre nam veliko časa, zjutraj fitness in tako dalje. Odrekanje, ampak na koncu je to tukaj tudi polna dvorana, Florjani in Ormožani, kaj so nam pričarali, povsem zasluženo, po moje, za nas. Po težki sezoni oziroma tisti prvi tretjini je bila ta vrnitev nekako boljša, kot smo si verjetno vsi predstavljali. Nekako tisti večji faktor je bila tekma včeraj kot danes. Celje se je povsem drugače postavilo kot Novomeščani in danes je bolj kot ne, z moje strani, če se zdaj pogovarjamo, bilo na asistiranje oziroma nekako iztrženje 2 minut. Na drugi strani pa še enkrat bi čestital prvo dečkom, vse publiki in pa Celjanom za naslov. Nismo razočarani, srebrna medalja, drugo mesto v pokalu Slovenije, za nas velik uspeh. Seveda ostane malo grenak priokus zaradi poraza v finalu, ampak vsi vemo, kdo je Celje, lahko rečemo tudi evropski velikan, tako da niti malo nismo razočarani. Res je športni dogodek, ki smo lahko vsi v Ormožu ponosni na njega, pa mislim, da smo brez kajkoli prepotence, reče tudi drugi bi se lahko zgled vzeli, kako se lahko pripravi športni dogodek. Vsekakor ne bo lahko, mi že delamo na tem, da bi mislimo, da bi naredili ekipo, ki bo zelo konkurenčna, seveda pa še to dolga pot in polno truda bo še trebalo do tega. Tako je, če gremo po vrsti, pa sploh ni važen vrstni red. Vsi, ki so bili del tega dogodka, so pomagali, da je ta dogodek tako, kot je. Od igralcev, strokovnega vodstva, vsi, ki v klubi delajo, ostali trenerji mlajših selekcij, potem volonterji, gasilci, absolutno pa publika, ki je danes zmagala, pokazala širni Sloveniji, kako se navija na nekem športnem dogodku. Zato bi se zahvalil tudi občini, vsem sponzorjem za res veliko pomoč pri organizaciji tega dogodka. Svaka vam čast za organizacijo, kapo dol, škoda, ko smo se pač v finalu dobili, da se nismo ki druge. Čestitam, upam, da naslednjo sezono ponovimo situacijo. Nismo pričakovali tega, ampak nam je ratal, hvala Bogu, za vas, nažalost. To je to. Ormož, vedno sem ga imel v srcu, tudi moj sestriče je igral za Ormož. Gregor Grizold, ste bili 3. tedni v Sloveniji in upam, da se bomo še večkrat videli, pa navijali skupaj. Za Ormož. Kdo je bil najboljši igralec tega turnirja? Tilen Kosa. Za Ormož. Kdo te navdušil za rokomet? Uroš. Krstič, pa Ata. Ja. Drugače si golman. Ja. Braniške ali nič? Tak.
Po koncu turnirja so bili proglašeni še najboljši posameznik turnirja. Najboljši strelec z 19 goli je postal Ormožan Tilen Kosi. Njegov strelski dosežek v polfinalni tekmi proti Krki najbrž ne bo nikoli pozabljen. Tiki je dosegel, verjeli ali ne, kar 15 zadetkov. Najboljši vratar turnirja je postal član Pivovarne Laško Celje Nebojša Bojić, ki je na turnirju zbral 27 obramb. Vratar, ki izhaja iz Bosne in Hercegovine, je blestel v prvi tekmi proti Kopru, kjer je nasprotniku zaustavil kar 20 strelov. Za najkoristnejšega igralca turnirja pa je bil izbran Alex Vlah, ki je dosegel 17 zadetkov, katerim je dodal še 10 asistenc. Vlah se po sezoni seli na Dansko k Aalborgu. Rokometni klub Jeruzalem Ormož je turnir izpeljal na zelo visokem nivoju, kar je velika zasluga številnih lokalnih organizacij, sponzorjev, donatorjev, podpornikov v klubu, entuzijastov in mnogih drugih. V ormoškem klubu so izredno ponosni na dosežek svojih fantov. Drugo mesto v državi v pokalnem tekmovanju je odraz trdega dela rokometašev in trenerjev, seveda brez mnogih odrekanj bi bil ta dosežek skoraj nemogoč. Najbolj pa veseli, da se je celotni državi dokazalo, kaj zmore doseči eno malo mesto s skupnimi močmi. In naj bo tako tudi v prihodnosti. Ormož je mesto. Toliko za danes. Z novimi zgodbami se bomo spet pojavili čez teden dni, ob enakem času na istem televizijskem kanalu. Ta čas pa vam želim prijetne majske dni. Veliko cvetja in dobre volje. Srečno!